danes je z nami dr. Mirjana Radovanović, specialistka psihiatrije, ki nam bo delila nekaj informacij z nami nasploh o alkoholu, o odvisnosti, ki jo povzroča. Mogoče za začetek, kaj sploh je alkohol? Ta izraz največkrat uporabljamo za etilni alkohol. Silno zanimiva molekula, ki je močno majhna glede na velikost in zaradi svoje majhnosti in te lastnosti, da se topi v vodi, ima možnost prodreti popolnoma vsako celico človeškega telesa. Zdaj, če mi dovolite, bomo v nadaljevanju govorila kar o alkoholu, brez te natančnejše specifikacije. Alkohol in alkoholne pijače so pravzaprav del človekove zgodovine že zelo, zelo dolgo. Prvi zapisi, ki so jih zgodovinarji našli, sežejo v obdobje izpred več kot 6000 let. Takrat so proizvajali alkoholne pijače, ki bi bile mogoče po današnji logiki še najbolj podobne pivu. Neke take zvarke iz jagodičja so izdelovali. In zelo kmalu je pravzaprav postal kar pomemben del različnih civilizacij. V nekaterih je bil zelo prepovedan, v nekaterih zelo cenjen. V resnici, ko razmišljamo o njegovem delovanju na človekovo telo, pa gre za drogo, to pomeni, da gre za snov, ki predvsem kaže svoje delovanje na centralnem živčnem sistemu. To je tisto, kar je nujni pogoj, da neko snov imenujemo droga. V Sloveniji je legalna droga. Kot rečeno, tako skozi zgodovino, kot tudi v današnjih časih je status alkohola v različnih državah različno urejen. Na pitje alkoholnih pijač je pogosto vezanih ogromno različnih izrazov, katerih definicijo ima vsak svojo in so te zelo drugačne. Včasih slišimo tudi iz medijev o tako imenovanem kulturnem pitju, pa o zmernem pitju, pa o manj tveganem pitju, pa o problematičnem pitju, o prekomernem pitju, o koristnem pitju, o preudarnem pitju, tako kup nekih besed. In z zornega kota stroke, se pravi tistih, ki se ukvarjamo z tem, kako alkohol deluje na ljudi, imajo nek smiselni kontekst samo nekateri. Govorimo o zdravju škodljivem pitju, govorimo lahko o problematičnem pitju, govorimo o odvisnosti od alkohola in znotraj tega tudi o prekomernem pitju. To so izrazi, ki imajo zadosti poenoteno definicijo znotraj stroke, da ko ga uporabiš, si približno enake stvari kot mi predstavljamo. Študije na zelo velikih vzorcih ljudi, na 10 000 ljudeh, ki so nekako zajele populacijo, načeloma zdravih, odraslih ljudi, ki na nek ustrezen način skrbijo za svoje zdravje, nimajo nekih kroničnih bolezni, kot so zvišen krvni pritisk, astma, sladkorna bolezen, ki skrbijo za svojo prehrano, za dnevno rekreacijo, nekako živijo tisto, če nam rečemo, lahko zdravo življenje. No, študije na take vrste odraslih ljudeh so pokazale, da določene majhne količine alkohola ne pomenijo velikega tveganja za zdravje. To je zelo daleč od tistega, da bi se reklo, da je alkohol zdravju koristen. Sploh v obdobju praznovanj Martinovega se velikokrat v Sloveniji začne spet govoriti o tem, ali je alkohol zdrav in v kakšnih količinah. Pomembno je poudariti, da ni te količine, za katero bi se dalo odgovorno trditi, da je za zdravje koristna. Ampak študije na populaciji, ki sem jo že opisala, so pokazale, da določene količine pomenijo manj tveganja. Zdaj, to relativno za zdravje manj tvegano pitje pomeni, da se je pri ženskah pokazalo z nekako količine na mejah 1 merice na dan, ne več kot 3 ob eni priložnosti in vsaj 1 dan na teden brez alkohola. Za moške so te količine nekoliko večje zaradi drugačne biološke sestave moškega telesa in te količine sodijo nekako 2 merici na dan, ne več kot 4 ob eni priložnosti in tudi za njih velja vsaj 1 dan brez alkohola. Kaj pomeni 1 merica? V Sloveniji je merica definirana kot tista količina alkoholne pijače, ki vsebuje 10 gramov etilnega alkohola. Se pravi, primerljivo z nekimi vsem znanimi pijačami je to približno 1 deciliter tipičnega vina, ki se dobi na slovenskem trgu, nekaj več kot 2 decilitra piva, se pravi eno malo pivo, tako večkrat manj kot eno malo pivo, 0,3
decilitra žgane pijače. To so nekako enakovredne količine, ki zajemajo 1 merico. Jaz velikokrat uporabim to primerjavo, da če gre par na zmenek, si lahko razdelita buteljko ob večerji, ampak nihče od njih ne sme voziti domov. Ko pa govorimo o rabi alkohola izven teh že omenjenih količin, pa velikokrat te pomenijo že nekakšen negativen vpliv na človekovo telo. Ko razmišljamo o učinkih alkohola na telo, lahko te učinke razdelimo na eni strani na posledice akutnega uživanja alkohola, zaradi tiste takojšnje, na drugi strani na posledice dolgotrajnega, kroničnega uživanja. Lahko govorimo o tistih, ki so recimo družbeno bolj sprejemljive, in o takih, ki so družbeno nesprejemljive. Lahko govorimo o teh, ki so predvsem problem posameznika, ki uživa alkohol, pa tudi na take, s katerimi imajo drugi ljudje okrog te osebe probleme, pa mogoče sama oseba niti ne prepoznava težav. Vsekakor gre pa pri alkoholu za to, da dejansko lahko skozi čas kaže učinke na popolnoma vseh organih človekovega telesa. Da spremembe, ki jih alkohol povzroči telesu in možganom, še nepopolnoma dozorelega človeka bistveno hujše in bistveno bolj nepopravljive. Kadar uživajo alkohol mladi ljudje, z izrazom mladi imam v mislih tiste, ki nekako še niso dokončali svojega biološkega in psihološkega razvoja, se pravi, telo še ni popolnoma dozorelo. Pri takih so učinki alkohola veliko bolj intenzivni, se hitreje pokažejo kot pri vsem ostalim primerljivih odraslih ljudeh. Zato smo tako pozorni na rabo alkohola pri mladih. In zato toliko prizadevanj strani tistih, ki delamo v stroki, da bi se zmanjšala dostopnost alkohola mladim, da bi se nekako povečala zavest tako staršev kot mladih samih o učinkih alkohola, kajti predpogoj za eno urejeno odraslo življenje je pač, da vstopiš vanj z telesom, ki ti tudi to omogoča, in sem štejemo tudi možgane. Če nekoliko bolj natančno pogledamo učinke alkohola na telo, je morda najboljše iti po posameznih organskih sistemih, da bo to bolj predstavljivo. In glede na količino alkohola in na dolžino rabe alkohola so te posledice lahko bolj intenzivne ali manj intenzivne. Je več potrebno vložiti, da si človek opomore, ali pa celo potrebno specifično zdravljenje. V nekaterih blažjih oblikah pa je samo prekinitev uživanja alkohola, se pravi abstinenca, zadosten ukrep. Večina teh učinkov izhaja iz delovanja alkohola in centralni živčni sistem, se pravi spremenjeno delovanje možganov. Iz tega izhaja spremenjeno čustvovanje, spremenjeno razumevanje tega, kaj se dogaja, spremenjena presoja. Če seveda koncentracija alkohola v možganih dovolj velika, so te posledice lahko tudi toliko bolj intenzivne in v skrajni obliki pride lahko do zastrupitve možganov, ko človek popolnoma izgubi stik z realnostjo. In eden od naravnih zaščitnih mehanizmov je, da izgubimo zavest. Na ta način nas narava zaščiti pred nami samimi, da enostavno onemogoči nadaljevanje pitja. To je tisti nekak zadnji ukrep, ki ga telo še zmore za lastno zaščito. In nam po intenziteti vse, kar je vmes na tem spektru. To spremenjeno razmišljanje, čustvovanje in tudi potem vedenje, ki ga drugi lahko opazijo, je seveda različno intenzivno. Najprej nekako trpi sposobnost presoje, ki je morda manj izrazita na tej vedenjski ravni, je težje videti, ampak je pa med prvimi na udaru. S tem povezane so seveda tudi odločitve, ali se odpeljati domov ali poklicati taksi. Koliko jaz še zmorem v nekem trenutku odgovorno upravljati z motornim vozilom. To je zelo odvisno od sposobnosti presoje, ki je hitro prizadeta. Druga posledica spremenjene presoje je pogostost pa pri mlajši populaciji, pri mladoletnih, pa tudi pri mlajših odraslih, recimo nekje 25. leta in kasneje,
je nezaščitena spolnost. Ravno zaradi tega, ker pa zaradi prizadete presoje na račun alkohola v bistvu popolnoma na drugačen način razmišljaš o situaciji, v kateri se znajdeš. Ta skrajna oblika je seveda, da človek izgubi zavest, ampak predtem se lahko zgodi marsikaj, tudi to, da se izgubi stik z realnostjo, da nekdo popolnoma spremeni doživljanje časa, prostora sebe in se enostavno ne da vzpostaviti enega običajnega pogovora s tako osebo, da takrat govorimo o psihotični motnji zaradi posledic rabe alkohola. Drug tak sklop zelo široko znanih učinkov akutne rabe alkohola, ki seveda ob kronični rabi postane bolj intenzivni, je pa strani prebavnega trakta. Večina ljudi bo najbrž pomislila na čutek slabosti, na siljenje na bruhanje, na spremembe apetita. Seveda, ko govorimo pa o kronični rabi alkohola, se ta prizadetost prebavnih organov lahko kaže tudi s posebnimi boleznimi jeter, z rano na želodcu in podobnim. O tem bomo še kaj spregovorili. Te so tiste, ki so nekako najbolj znane, ampak hkrati je alkohol seveda ravno zaradi svoje narave kot molekule in interakcije s človekovimi celicami pogosto pomemben dejavnik pri nastanku mnogih telesnih bolezni. Ne samo kot vzrok, osnovni vzrok teh obolenj, ampak tudi pomemben dodatni dejavnik pri tistih, kjer so morda še drugi dejavniki tveganja prisotni. Ko govorimo o srednjem živčnem sistemu, je pomembno omeniti nevropatijo. To pomeni okvaro živcev in sicer v kontekstu z alkoholom predvsem lahko govorimo tudi o periferni nevropatiji, se pravi o okvaru živcev predvsem v končinah. In ena od posledic se lahko kaže tudi kot spremenjena, nekoliko razkrečena hoja. Tem lahko pride do vnetnega procesa v možganovini, tako imenovana encefalopatija, ki je na nek način tudi izraz zastrupitve z alkoholom lahko. Metabolne spremembe na račun rabe alkohola, se pravi, alkohol vpliva na spremenjeno uživanje hrane nasploh, hkrati pa tudi na spremenjeno izrabo hrane, ki pa pride v telo. Pride do pomanjkanja določenih vitaminov, predvsem folatov, tudi vitaminov iz skupine B, in ti seveda potem zaradi svojega pomembnega vpletanja v procese v človekovih celicah, njihovo pomanjkanje kaže na določene načine in skozi osrednji živčni sistem tudi tako, da so v ozadju nevropatije, da so lahko v ozadju vnetnega procesa v možganih, da so lahko v ozadju psihotične motnje. V prebavilih pride lahko do vnetja želodčne sluznice, do vnetja trebušne slinavke, do rane na želodcu in na drugih delih črevesja. Lahko pride do alkoholne okvare jeter, ki je spet po intenziteti lahko zelo različna, od nekega blagega vnetja do zamaščenosti v jetrih, v svoji najtežji obliki pa v bistvu lahko pride do nastanka ciroze jeter in tudi do raka na jetrih, ki je zelo težko zdravljiv, ima izredno slabo prognozo. Na imunskem sistemu se pozna učinek alkohola z večjo dovzetnostjo za okužbe. Imunski sistem je oškodovan, nima možnosti slediti takošnjim spremembam, na katere se mora odzvati manj celic, ki so pomembne za obrambno organizma, in to se potem kaže, da pravzaprav vsak mikroorganizem, ki prileti mimo, ima dobro podlago, da si takega človeka najde za svoje bivališče. Eden od načinov, kako se to kaže navzven, je, da velikokrat pri populaciji odvisnih od alkohola naletimo na tuberkulozo, ki je sicer v splošni populaciji danes v Sloveniji že zelo redka bolezen. Srčno-žilni sistem je tudi pomemben organski sistem, ki je na udaru. Spremenijo se lastnosti žil, postanejo bolj toge, manj elastične. Ena od posledic je lahko zvišan krvni pritisk, ki ga je treba zdraviti. Podobne spremembe se dogajajo v srčnih žilah in tudi srčna mišica je spremenjena.
Se pravi, na eni strani te klasične srčne bolezni, kot je angina pectoris, se pravi stalna bolečina v prsnem košu, potem koronarna bolezen srca zaradi zamašitve žil, ki prehranjujejo srčno mišico, na drugi strani pa sama srčna mišica zaradi stalnega stika z alkoholom spremeni svoje lastnosti, srce se poveča, mišice se odebali, ampak to ne pomeni, da ima boljšo kondicijo, nasprotno, pride do popuščanja srca. In v stroki govorimo prav o alkoholni kardiomiopatiji, ki je zelo nevarna za človeka. Ena od posledic uživanja alkohola na srcu je lahko tudi spremenjen srčni ritem. Aritmije so lahko ena od posledic. Zdaj, če je pri nekem človeku, ki zlorablja alkohol, prisotnih še več drugih dejavnikov tveganja za posamezne bolezni, ki sem jih omenjala, seveda verjetnost, da jih bo zares dobil, toliko večja kot pri nekem primerljivem vrstniku. Tudi na sami krvi se lahko kažejo učinki alkohola, nekatere od teh sprememb celo uporabljamo v diagnostiki, ker lahko sledimo parametrom, sledimo spremembam v krvi z zelo enostavnimi, nedragimi in tudi dostopnimi preiskavami krvi. In tipična posledica rabe alkohola krvi je posebna oblika slabokrvnosti, se pravi do anemije pride, ki je spet biokemično vezana na spremenjene metabolne procese, lahko pride tudi do motenj v starjevanju krvi. Se pravi, kakršnakoli poškodba potem pomeni bistveno daljši čas celjenja, lahko celo nezmožnost enega ustreznega celitvenega procesa, ki bi jo sicer ta oseba zmogla, če ne bi bil učinkov alkohola. Naslednji tak organski sistem, ki je morda dostikrat pozabljen na nek način, je skelet. Zdaj, ko govorimo o mlajših ljudeh, je raba alkohola tista, ki lahko onemogoči normalen razvoj kosti, se upočasni ta razvoj, je razvoj kostne mase nepravilen, kosti so bolj krhke, kasneje pa se lahko posledice alkohola v odrasli dobi kažejo kot osteoporoza. Alkohol je pravzaprav eden pomembnih dejavnikov pri nastanku osteoporoze, predvsem pri moških na Slovenskem, pa marsikdaj o tem pozabimo razmišljati. V metabolnih motnjah sem že nekaj spregovorila, se pravi na eni strani spremenjen vnos prehrane, kar se življenjski stil, ki ga pogojuje raba alkohola, velikokrat vpliva na to, da neko redno prehranjevanje, zdrava prehrana postane tako popolnoma nepomembna. Na drugi strani pa tudi, če že skrbi oseba za to, kako je, alkohol onemogoča ustrezno izrabo vnešenih hranil, tako da je seveda logična posledica pomanjkanja mineralov, določenih vitaminov in ti sami na sebi potem peljejo do svojih posledic. Različne oblike raka so zelo pogosto pogojene z rabo alkohola, pri ženskah je na prvem mestu rak dojke, povezan z alkoholom, sicer pa tudi rak na požiralniku, rak na grlu in tudi vse druge oblike raka v kombinaciji z alkoholom imajo veliko slabšo prognozo in se težje zdravijo. Tudi spolnost je motena, ne samo na ta način, kot sem omenila, da ob akutni rabi alkohola se spremeni presoja in je toliko večja verjetnost za neustrezne spolne odnose, ampak pride do spremenjene funkcije spolnih organov in ena od posledic lahko tudi neplodnost. Poleg različnih drugih težav spolnosti, ki so nekatere že pregovorno znane, se pravi, na eni strani lahko alkohol z svojim vplivom na to, da zmanjšuje izklaplja alarme v človeku, kot lahko rečemo, nekako zmanjšuje ta občutek presoje odgovornosti, lahko dvigne navidezno željo po spolnosti. Po drugi strani je pa ta neizvedljiva, ker alkohol zaradi svojih učinkov na druge organe tudi na možgane onemogoča izpeljavo spolnega odnosa. Pravzaprav zaradi svojega delovanja na možgane sčasoma spremeni to, kako oseba doživlja sebe, ljudi okoli sebe, kar se v življenju dogaja, kako si vse to interpretira, kakšna logika je v ozadju. Pa seveda tudi skozi to lahko pride do vidnih posledic uživanja alkohola, ki se ne kažejo z opitostjo, ampak s tem enostavno človek kot osebnost postane drugačen, kot ga imajo tisti, ki ga dobro poznajo v spominu. Enostavno morda postane bolj rigiden v svojem razumevanju vsega, kar se dogaja, manj odločen v primeri iz preteklosti ali pa veliko bolj, kot je bil nekoč, pa seveda neke take odločitve lahko pomenijo slabe odločitve, nekaj, kar ni pravzaprav ustrezno.
Ta spremenjenost se lahko kaže tudi tako na spominskih motnjah, težje si je nove stvari zapomniti, težje je osebo prepričati, da so novosti v redu, da so pomembne. Zoži se nek krog interesov, zmanjša se različnost aktivnosti, nekako se bolj v neko vrsto izolacijo, neki ljudje umaknejo ali pa se družijo z zelo sebi podobnimi, izgubijo stik z ljudmi, ki so ga prej morda redno vzdrževali, tako svojci kot nekim bližnjim krogom prijateljev. Velikokrat pozabljamo, da je načrtovanje otroka pravzaprav tudi ena pomembna odločitev v življenju in kadar se bodoči starši o tem pogovarjajo in razmišljajo o svojem otroku, je pomembno, da se nekako tako bodoča mama kot bodoči oče vzameta v zakup tudi to, da nekako je stroka dokazala, da pol leta pred načrtovano nosečnostjo je pomembno ne uživati alkoholnih pijač. In to velja, kot sem rekla, za oba bodoča starša. Dostikrat govorimo o tem, kakšne vitamine morajo bodoče mamice imeti, da zaščitijo plod in da sebi omogočijo zdravo nosečnost, ampak tudi očetje imajo pomembno vlogo. Stroki govorimo o za zdravje škodljivem pitju alkohola, ki pravzaprav pomeni kakršnokoli spremembo v funkcioniranju človeka, v njegovem telesnem zdravju, njegovem duševnem zdravju, ki se da pripisati alkoholu. Niso pa še izpolnjeni vsi kriteriji za odvisnost. Pri odvisnosti pa gre že za bolezen možganov, to je nevroznanstveno dokazano, pravzaprav gre za pogosto bolezen. Študije tako v Sloveniji kot drugod po svetu kažejo, da nekako 10-15% populacije je odvisnih od alkohola. Če to številko pogledamo z druge strani, so študije tudi pokazale, da vsak 10. človek, ki se v svojem življenju sreča z alkoholom, postane skozi čas v njega odvisen. Problem je v tem, da nimamo nobenega načina vnaprej vedeti, kam kdo paše. Nekako imeli neko napovedno vrednost, te statistike pri tem ne pomagajo, ampak pomembno je, da je vsak pri sebi pozoren na lasten odnos do alkohola, na lastno rabo in je to tisto, kar je najboljši zaščitni dejavnik za nastanek odvisnosti. Kako se odvisnost kaže? Tudi kot bolezen je pravzaprav definirana s posledicami, ki povzroči dolgotrajna raba alkohola in med temi so posledice kot recimo spremenjen vzorec pitja, glede na obdobje, ko se je oseba šele srečevala z alkoholom prvič ali pa v nekih začetnem obdobju življenja. Ta sprememba se lahko kaže tudi tako, da sčasoma postane pitje na nek način prevladujoč vzorec reševanja problemov. Ko se pogovarjamo z ljudmi o tem, kako je alkohol na njih deloval, kaj jim je dobrega prinesel, se nekako da slišati stvari kot več poguma za vzpostavitev komunikacije, lažje se je bilo potegniti zase, lažje je bilo povedati, kaj zares mislijo. Do neke mere so morda celo zmogli boljš usmeriti svoje misli, ampak čez čas so pa opazili, da to na ta način ne deluje več, ampak so se neke druge reči začele dogajati. Nastane toleranca, to pomeni, da telo zahteva večje količine alkohola, kot je imela oseba v spominu za ta isti učinek. Nekako je treba vedno več piti, da dosežeš isti ali pa vsaj primerljivi efekt. To seveda sčasoma lahko vodi v nasprotje, da ob odtegnitvi alkohola nastanejo tako imenovani odtegnitveni simptomi. Vidni so simptomi abstinenčnega sindroma, kamor, ali po domače rečeno maček, rabi vse od vrtoglavice do glavobolov, do siljenja na bruhanje, do občutka slabosti, nesposobnosti koncentracije, potenja, spremenjenega doživljanja realnosti. Tako v različnih intenzivnosti se ti simptomi kažejo, pa tudi ne samo njihova različna intenzivnost, tudi ljudje, ker smo si različni,
Eni imajo vse to, kar sem naštela, kakšni imajo samo katerega od simptomov, nekdo zelo dolgo ne pozna abstinenčnega sindroma pri sebi, pa je mogoče potrebno več desetletij pitja, da se telo tudi na ta način spremeni in potem kaže svoje posledice tudi skozi abstinenčni sindrom. Tresenje je recimo en takih tipičnih simptomov. To seveda potem vpliva spet na vzorec pitja, ker je izkušnja vsakega, da alkohol seveda omili abstinenčne simptome. In tako se postopoma vzpostavlja nekak začaran krog, ki stil vedenja in življenja, ki samega sebe vzdržuje, namenjen temu, da ohrani bolezen. Naslednji od takih kriterijev je, da seveda je potem organizacija dnevnega časa pri osebi zelo drugačna. Vedno več časa vzamejo aktivnosti vezane na pitje. Bodisi na to, kako priti do pijače, kdaj piti, da ti drugi ne težijo, da imaš nekak svoj mir, v narekovajih rečeno. Na drugi strani pa kako se zorganizirati pitje za to, da imaš čas k sebi spraviti, ko je treba nekaj konkretnega narediti, se držati nekih dogovorov, iti v službo, da te ne dobijo. In tako vedno več časa v dnevu se nekako vrti okrog aktivnosti vezanih na pitje. Posledice se seveda lahko kažejo tudi pri poškodbah, nesrečah na delu, odsotnosti iz dela, takih telesnih spremembah, spremembah v zdravju, ki smo jih omenjali prej, ko sem govorila o posledicah alkohola na druge telesne organe. Ena od značilnosti odvisnosti je, da se sčasoma izgubi kontrola nad popito količino alkohola. Kaj to pomeni? Da nima, da se odpravlja na zabavo. Sploh za študente je to eden pomembnih primerov. Pa si človek reče, na tej zabavi bom pa recimo spil 2-3 pivi. Potem se pa pri 5. pivu spomne, da si za tisti večer določil bistveno manjšo količino. Tako se kaže izguba kontrole nad zaužito pijačo. Logična posledica vsega povedanega je seveda potem sprememba življenjskega sloga v celoti. Človek neha hoditi na redno rekreacijo, ne hodi na obiske tja, kjer ne strežejo alkohola, se skuša izogibati nekim družinskim situacijam, zato da ne bi poslušal očitkov. Po eni strani v resnici zmanjka časa za različne aktivnosti, ker je seveda toliko več časa potrebnega za vse, kar je povezano z pitjem, na drugi strani pa tudi zato, da se nekako izognejo ljudje in takim zase neprijetnim situacijam, kot oni to ocenijo. Naslednja posledica in tudi diagnostični kriterij za odvisnost je to, da ljudje nadaljujejo s svojim vedenjem kljub temu, da imajo zaradi tega očitne težave. Jih večkrat ustavi policija, izgubijo vozniško dovoljenje, jim grozi odpust iz službe, grozi ločitev. So doma prepiri, recimo telesno zdravje ogroženo. Če smem tako reči, ko se sam s sabo usedeš in po pameti pogledaš nekaj stvari, ti je jasno, da to tako ne gre, ampak kljub temu je nekaj močnejšega v človeku. In to je ta odvisniški del, ko gre v bistvu za izraz funkcije spremenjenih možganov. To ni povezano z voljo, ne gre za karakterno napako, ampak je dejansko bolezen sama na sebi. In glede na to je seveda pomembna bolezen zdraviti tam, kjer to znajo delati, se pravi v specializiranih inštitucijah, v ustanovah, kjer so strokovnjaki, ki res poznajo bolezen odvisnosti, ki so šolani za to, da pomagajo takim ljudem. In potem se da zelo veliko narediti. V bistvu je večina ljudi odvisnih od alkohola takih, da se lahko spremenijo življenje, lahko spremenijo svoj življenjski slog, se da popraviti večino posledic, ki jih je alkohol naredil. En majhen delež pa tudi takih, kjer nekako so šle posledice rabe alkohola tako daleč, ali so pa biološko, že genetsko tako zelo ogroženi, da pravzaprav jim lahko samo pomagamo zmanjševati škodo in pa recimo možno govoriti o neki ozdravitvi ali pa tako res celostnem izboljšanju življenja in odnosov v življenju. Ampak znanost je pokazala, da se splača vlagati v vsak trezen dan. V vsakem primeru je smiselno poskusiti zdravljenje, ker do vsakega zdravljenja oseba nekaj odnese. Če še tako majhna reč, ampak nekaj odnese in sčasoma dejansko pride do večjega števila pozitivnih sprememb.
In če tako uporabim bolj strokovni izraz, se terapevtsko okno prekriva s toksičnim oknom, zato to ne sodi med zdravila, ki bi jih recimo zdravniki predpisovali. Če se vrnem k alkoholu, velikokrat vidimo med osebami, ki so odvisne od alkohola, da imajo sočasno tudi depresivno motnjo razpoloženja. Kaj to pomeni? Da nekako imajo v svojem življenju obdobja, ko so pretežno se počutili tako bolj na tleh, žalostni, neke negativne misli, slabo razmišljali o sebi, črnogledo razmišljali o prihodnosti, imeli občutek brezizhodnosti, brezupa. To se lahko tako poglobi, da človek resno začne razmišljati o samomoru, ker ni nobene druge rešitve. Na eno tako razpoloženje lahko alkohol vpliva tako, da ga deloma popravi oziroma vsaj naredi eno situacijo bolj znosno, lažje je to prenašati, manj te moti. Na drugi strani smo pa videli, da pravzaprav raba alkohola lahko povzroči tako spremembo v razpoloženju. Oboje je možno in je seveda potrebno natančno povprašati konkretnega človeka o njegovi lastni izkušnji in nekako odgovorimo na to vprašanje, kaj je bilo prej. Končni rezultat je pač ta, da imaš pred seboj osebo, ki ima tako depresijo, kot tudi težave z alkoholom in je treba oboje zdraviti. Druga pogosta sočasna motnja z področja duševnih motenj je povečana anksioznost. Pravi, anksioznost morda je najbližji izraz v slovenščini tesnoba, ampak tesnoba ni edino, kar se pri anksioznosti kaže. Gre za ta nek občutek notranje napetosti, tesnobe, nekega vseobsegajočega strahu, ki nima enega konkretnega objekta. In tak občutek, ki se potem na miselni ravni kaže z vrsto avtomatičnih misli, med njimi, recimo tipičen primer lahko, jaz tega ne bom zmogla, pa jaz ne znam, jaz nisem za to dobra, ne bom mi uspel, pa že zaradi nekih razlogov. Zaradi vsaka ta misel ima nek svoj scenarij, ki zelo utemeljuje, zakaj je pravzaprav misel prava v narekovajih. V resnici gre za izraz ene mogoče slabše opremljenosti za ravnanje z stresom. Iz čisto običajnih življenjskih dogodkov, ki morda za nekoga, ki nima te občutljivosti, se ne bi zdelo popolnoma nič posebnega. Oseba, ki pa pride s to občutljivostjo na svet, neke vrste ranljivostjo, da se nekako ne znajde. Zdaj, če dobi skozi svoj čas, skozi življenje izkušnjo, da morda alkohol majčkeno lahko to ublaži ali pa malo lahko pri tem pomaga, seveda potem zelo verjetno, da se bo oseba v naslednji taki stresni situaciji spet spomnila na to, prejšnjič mi je pa alkohol pomagal. Pa tako 10-krat, pa mogoče 15-krat, pa mogoče 20-krat, ampak 31-tič pa to ne bo več delovalo. Hkrati je pa to zadostna podlaga, da se vzpostavi nek začaran krog oziroma nek vzorec, ki samega sebe vzdržuje in vodi v problematično pitje, nastanek odvisnosti, čeprav je mogoče vzrok ležal nekje drugje. Pitje samo pa seveda še poveča tesnobo, še poveča slabšo odzivnost na neke že običajne stresne situacije in se to nekako vedno bolj zapleta, človek ima vedno več težav s svojim vsakodnevnim funkcioniranjem. Ponovno situacija, ki jo treba nasloviti celostno, obravnavati tako anksioznost, boljše opremiti človeka za soočanje s stresom, bolje opremiti za prepoznavanje tveganih situacij, hkrati pa seveda tudi zdraviti odvisnost od alkohola. Nekateri ljudje so osebnostno taki, da jim je pravzaprav težje se znajti v življenju. Mogoče bolj impulzivni po naravi, na hitro odreagirajo, pa šele potem razmišljajo, da to v redu ali ni bilo v redu. Spet v kombinaciji z impulzivnostjo raba alkohola običajno ne prinese dobrih rezultatov, ampak samo še poslabša celotno stanje. Nekateri ljudje so tako vedno taki, da jih nekaj skrbi. Če recimo opazuješ njihovo življenje, pa se z njimi pogovarjaš, bi težko se vživel v to logiko, da imajo kar naprej nek razlog. Skratka, so tako nekako naravnani, da vsaka še taka malenkost jih zelo skrbi in jih to zelo obremenjuje. In tudi take osebnostne poteze v kombinaciji z alkoholom niso v redu. Kateri ljudje so v sebi zelo negotovi, tako nekako se težje znajdejo, rabijo veliko časa, da nekako sprejmejo nekaj stvari v življenju ali pa nekako
nekako sprejmejo tudi kakšne dogodke, ki so jih zadeli, ne da bi si to zares želeli, ker kot vemo, ne se nam v življenju zgodijo tako želene kot neželene stvari, dobre in slabe, ne. Včasih jih bolj zlahka sprejmemo, nekateri ljudje so pa tako občutljivi, da to težko zmorejo. Spet pri takih alkohol nekako ne popravi situacijo, ampak skozi čas naredi še dodatne probleme. Lahko pa na kombinacijo alkohola in duševnih motenj gledamo tudi obratno. Če recimo duševna motnja, tista, ki je prva, recimo shizofrenske psihoze so take, da zelo spremenijo funkcioniranje posameznika, njegovo kvaliteto življenja, veliko energije je potrebno, da nekako vzameš bolezen v zakup, da vidiš tudi lahko v določeni meri vendarle obogati življenje tako osebe s psihozo kot najbližjih. In vidimo pogosto, da osebe s psihozo se zatekajo v drogam, zato da bi nekako olajšale tisto, kar jim osnovna bolezen prinese, ampak ti dve bolezni skupaj vedno zelo zapleteta življenje posameznika, tudi je treba potem na drugačen način pristopiti k obravnavi. Ljudje, ki so v osnovi imajo depresivne motnje ali pa ponavljajoče depresije, pri njih nekako do ene polovice da se zatečejo k rabi alkohola kot neka vrsta samozdravljenja, morda nekateri, ampak spet lahko potem raba alkohola skozi čas postane samostojen problem. Recimo osebe, ki so kot otroci imele motnje s koncentracijo ali pa hiperkinetični sindrom, lahko kasneje kot odrasli imajo še nekaj teh simptomov prisotnih, tudi impulzivnost je lahko ena od njih in taki so veliko pod večjim tveganjem za kasnejšo rabo alkohola in pogosto potem ta raba alkohola res preide v odvisnost. Tako da je tudi to eno od tistih področij, na katero moramo biti zelo pozorni. Moj nasvet vsakemu, da pri sebi nekako razmišlja o svojem odnosu do alkohola, o tem, v kakšnih situacijah se k alkoholu zateka, kaj alkohol za človeka dobrega naredi, kakšna je lastna izkušnja in kakšno ceno je treba, narekovajih rečeno, za to plačati. Ne govorimo o denarju, ne, ampak ceno v smislu počutja, razmišljanja, odnosov z ljudmi, posledic v funkcioniranju, tako intimnem, lastnem, kot v kontekstu družbe, v kateri živimo. Odgovori na ta vprašanja dajo kar dobro orientacijo, ali se je treba nad lastno rabo alkohola zamisliti, ali pa lahko ostane tako, kot je in ne pomeni nekega tveganja, da postane samostojen problem. Najlepša hvala.